Že prejšnji torek, 15. aprila, se je v Medvoški knjižnici na literarno-pesniškem večeru s svojo poezijo, zelo pestro tematiko in lastnim slogom predstavil pesnik mlade generacije Matej Kolmanič, poseben mladenič, ki je kljub težkim preizkušnjam poln optimizma. Prehodil je pot od debelušnega dečka na invalidskem vozičku, ki trpi zaradi redke bolezni, do mladeniča, ki se je postavil na noge. Po 9. operaciji je namreč vstal, shodil in se med drugim povzpel tudi na Triglav. Na tokratni dogodek je vabil tudi s kratkim videoposnetkom in prošnjo, naj zbiramo plastične zamaške. Knjižnica Medvode jih zbira za društvo Vesele nogice, ki se ukvarja s podporo osebam, predvsem otrokom, s cerebralno paralizo in drugimi nevrološkimi motnjami. Matej Kolmanič je pesnik mlade generacije, ki svojo poezijo objavlja na spletni platformi YouTube. V nastajanju pa je tudi tiskana pesniška zbirka Pota srca, moči in sreče. Na tokratno literarno-pesniškem večeru z istim naslovom mu je v boku sedela zaročenka, ali kot pravi sam, moja ljuba Evica. Spoznala sta se času primerno prek socialnega omrežja. In potem, ko je enkrat prišlo že do prvega zmenka v živo, sva že kmalu zatem rekla, midva sva drug za drugega in midva začenjava svojo skupno pot. Kakšna pesem je najbolj posvečena njej ali pač govori o vama? V bistvu, recimo, Sreča za naju je definitivno pesem, ki govori o nama. Kateri je verz iz te pesmi, ki vaju najbolj opiše? Pesem oziroma del pesmi, težko bi izbral posamezen vers, zato ker je zaključena celota in v vsakem verzu je določen pomen. Pesem je torej zaključena celota in če bi iz nje izključil le en vers, bi to pomenilo jemanje iz konteksta, nam pojasni, zato prebere kar celo. Sreča za naju, večna uganka, neznana znanka, plitka čaša opojnosti, rahla, a nežna zanka. Glasno pride, tiho gre, tiho pride, glasno gre, zate, zame, globoko v duši skriva se. Ne bogastva, ne zlata, le droben ključ srca, sreča v tebi je doma. Ne zapiraj vrat, podaj roko, prepusti toku se neskončnem, v dvoje nama lažje bo. Pesmi se za tokratno priložnost za voljo časovne zagate ni učil na pamet. Ampak pomembno je, da vem, kje jih najti, kje jih imam zapisane in da jih v bistvu z tistim čutom zrecitiram. Torej, da ob samem recitalu podoživim občutek, ki se je v meni dogajal in v meni vrel ob pesnenju. Pesmi je več 10, bliža se številki 80. Ustvaril pa je tudi 17 videorecitalov. Izbor za današnji večer je bil pa kakšen? Na čem je temeljil? Temeljil je v bistvu na raznolikosti tematik. In v bistvu tudi na sami raznolikosti tematik za nastajajočo pesniško zbirko, pač istoimensko glede na današnji literarno-pesniški večer, Pota srca, moči in sreče, kar pomeni nekaj družbeno angažirane poezije, precej ljubezensko angažirane poezije, nekaj naravoslovno-bivanjsko angažirane poezije, na koncu pa tudi še malo komične. Na literarno-pesniškem večeru je po recitalu vsake pesmi predstavil tudi njeno literarno-teoretsko analizo in ovrednotil sporočilno vrednost. Zase pravi, da je pesnik prostega sloga, ki pri pesnjenju ne upošteva strogo enotnega ritma, kar je značilno za sodobno pesništvo. Prevladujoče pesniške figure, ki jih uporablja, pa da so rima, personifikacija, metafora, anafora, okrasni pridevek in komparacija. Nima posebnega pesniškega vzornika, saj pesni spontano po navdihu in se ne ozira na druge pesnike, niti se z nikomer ne primerja, še dodaja. Kdaj je bil tisti impuls dan? Težko bi definiral točno določen impuls.
Pesnim že od ranega otroštva, bolj resno pesnim pa od pobude moje profesorice za biologijo v gimnaziji, Mike Terkov, ki je tudi sama pesnica, ima tudi za sabo pesniško zbirko z zelo pomenskim naslovom Kako diši ljubezen. Ne le motivatorka Milka Terkov mu je tudi vzornica, oseba, ki ga je s svojim osebnim pristopom in slikovito razlago bioloških procesov zapisala naravoslovju in spoštovanju življenja kot najvišje vrednote. Začeli ste današnji večer z univerzalnim zdravnikom. Zakaj mogoče ravno s to pesmijo? Zaradi tega, ker poudari pomen univerzalne ljubezni in hkrati povezanosti družbe na vseh ravneh organiziranosti družbe. Kot svojo posebnost že sicer izpostavlja socialistično-realistično tematiko, kjer je glavni motiv moč združevanja delavstva, pesniška figura pa pozivna oblika besedila, na primer: pozabimo na sebične boje, stopimo naprej za skupne pravice. Stopimo pod napredno rdečo ljudsko zastavo. Po svojih družbeno-političnih nazorih ni treba dolgo ugotavljati, da sem komunist. Zato je med njegovimi vzorniki tudi Franz Rozman, komandant Stane, ker je bil po družbenem nazoru neomajen komunist, vendar z veliko mero pragmatizma, s katerim je znal povezati borce različnih struj Osvobodilne fronte za delovanje v skupnem boju. Dodaja še, da je škoda, da ni dočakal osvoboditve, saj bi se pod njegovim delovanjem pisala precej svetlejša prihodnost gradnje socializma. Pa še Medvoščanje, dodaja Kolmanič. Sam se je v Medvode preselil iz Ljubljane leta 2021 v stanovanje svoje prababice. Tokratni prispevek na naši televiziji pa ni njegov prvi. Prvič je bil posnet na enem izmed tekov. Nič posebnega, veliko jih teče. Le redki pa, ki bi se, tako kot Kolmanič, rodil z redko boleznijo, z obolelimi sklepi in ukrivljenimi dolgimi kostmi, kar je povzročilo težave s hrbtenico. Prebrodil je pot od debelušnega dečka na invalidskem vozičku do postavnega mladeniča. Po 9. operaciji je vstal in shodil in se med drugim povzpel tudi na 2000. Sem se že celo življenje boril. Na koncu tega teka nisem bil prvi, niti eden izmed boljših. Bil sem zadnji po času, ampak zase in za večino ljudi, oziroma vse ljudi, ki me poznajo, sem bil pa največji zmagovalec. Zaradi tega, ker zelo malo ljudi z takimi težavami, kot jih imam, sploh normalno hodi. Kaj šele, da bi odteklo 5 ali 10 kilometrov. Še dva vzornika ima. Prva je dr. Danica Rotar Pavlič, družinska zdravnica in redna profesorica na katedri za družinsko medicino na ljubljanski medicinski fakulteti. Kot pravi Kolmanič, je zdravnica, ki s svojim človeškim in osebnim pristopom in strokovnostjo vzbuja zaupanje in v pacientov in s tem olajša pot diagnostike in zdravljenja pri še tako težkih boleznih. Kolmanič marsikoga preseneti s poklicno odločitvijo. Ne slovenistika, ne jezikoslovje, ne primerjalna književnost ali družboslovje nasploh. In sem rekel, da ne, da v bistvu sem po duši in telesu naravoslovec, če bo vse po sreči, če bo vse teklo kot mora, če ne bo nekih velikih življenjskih pretresov, bom dolgoročno zdravnik. Kar pomeni, da se ukvarjam trenutno z pridobivanjem formalne izobrazbe, ki mi bo omogočila pridobitev naziva zdravnik. In še enega vzornika ima, alpinista Tomaža Humarja, ki je bil sicer individualist v alpinizmu, kar je zelo v nasprotju z njegovimi vrednotami, vendar pa v ostalih aspektih življenja vpet v skupnost kot timski igralec in velik altruist. Z motom ni nemogočih poti. To pa je tisto, kar zelo slikovito opiše življenjsko pot Mateja Kolmaniča.
Napovedovali so mu namreč, da ne bo hodil, pa je na svojih nogah osvojil več kot 22 tisočakov, med drugim tudi vse 3 najvišje vrhove slovenskih alpskih gorstov, Triglav, Grintovec in Stol. Po ponovnih težavah s hrbtenico po 16 operacijah se na 2000 zaenkrat ne poda več. Z veseljem pa se poda v Pohograjce, tudi z avtobusom do Katarine in potem peš naprej. Medvode naše mestece leži v objemu čudovite narave Pohograjcev, na eni strani Šmarne gore, na drugi strani, kar pomeni, da je, kako bi rekel, velik izbor sredogorskih hribčkov za obdelati. Ne? Zaročenko Evo oba občudujeta medvode, sta literarni par. Čeprav je bil to zanjo prvi tovrstni javni nastop, tudi sama namreč napoveduje knjižni prvenec, ki bo zgodba o različnih oblikah zlorabe. Skratka, zajokat ob branju. Naslov je Čas je prekratek za kozlarijo. Bo sicer moja zgodba noter, ki je zelo dolga, je tudi zelo poučna, napeta, ker se je dogajalo skozi celo otroštvo in bo pač povzetek celega otroštva in cele sedanjosti. Torej, oba dva z zelo zanimivo življenjsko zgodbo, čeprav mlada, pa izkušen in preizkušen za ulala let. Definitivno sva v bistvu literarni par in rad bi pridal še to, da zaradi spletov nesrečnih okoliščin je bila moja draga Jevica slabe 2 leti varovanka socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, kjer sem jo tudi potem po sodni poti rešil. In čeprav ni njun neposredni vzornik, pa imata veliko in globoko spoštovanje tudi do preminulega papeža Frančiška, saj njegove besede, da oseba, ki vedno znova in znova razmišlja o gradnji zidov in ne mostov, ni kristjan, povedo vse o pozitivnem odnosu do multikulturnosti in medverskega dialoga. Zato v luči prihajajočih praznikov še ena pesem Mateja Kolmaniča. Ksenofobija le redkim iskreno res prija, družbene vezi in srčnost razbija. Deli in vladaj, njih edini je rek. V ljudskega glave uspešno sadijo že iz veka v vek. En je star, drug je v bolezni nemočen, tretjemu v drugi barvi pač koža sija. Četrti na krilih druge je vere odločen, nima veze, le da je človek človeku odročen. Razbimo strahove plehkih razlik, dajmo si duška v širini ljubezni odlik. Vsakemu po žilah kri se rdeča, vroča pretaka, vsakomur na prsni levici srce neumorno tiktaka.